Še prihajajo ljudje in smo rekli, da dokler pač bodo še ljudje na stopnicah, bomo majčkeno še počakali, da se stvar umiri. Torej, mislim, da je zdaj tako, da lahko pričnemo in lep dober večer z moje strani. Danes smo vam obljubili zanimiv večer. Mislim, da pač kolikor jaz poznam našega današnjega gosta, poznam ga pa malo, ampak tisto, kar ga poznam, tisto malo je pa izvrstno. Tako da mislim, da bomo imeli zanimiv pogovor, potekal bo spet po običajnem, bi rekla, načinu, torej najprej bova z Andrejem tukaj par stvari poskušala, bi rekla, najnega gosta povprašati, potem pa, ko bo ura primerna oziroma ko bomo te osnovne stvari razjasnili, boste dobili tudi vaš mikrofon. Med publiko potem imate seveda možnost za vprašanja, komentarje, proti mnenja, kakorkoli ne. Naj mogoče počakajo res, da najprej en del osnovnih reči tukaj povemo, sicer pa potem v drugem delu pa seveda lahko med najnimi vprašanji oziroma so lahko tudi samo vaša. Torej, en lep dober večer z moje strani. Ja, dober večer. Z gospodom Petrom sva se uspešno našla na Lentu pri Ladici. Zdaj, Ladica je ostala, visoka voda se je umaknila, danes sem šel pregledati, če je dobro privezana, ampak mislim, da če jo prejšnjič ni odnesla, tudi danes ni, tako da sva imela, pa tudi EPK je postavila take lepe svetilnike po mestu, tako da se ni bilo težko orientirati, tako da sva se našla. Torej, lep dober večer. Predlagam, da bi začeli ponovno tako, kot zdaj že parkrat, ampak mislim, da je to tudi pomembno. Torej, če bi začeli z vašim otroštvom. Namreč vsi naši gosti letošnji jih je otroštvo pomembno zaznamovalo. Mislim, da ni treba nič, da... Torej, jih je otroštvo pomembno zaznamovalo in me zanima, če bi tudi vi lahko v svojem otroštvu rekli, da je na nek način pomembno vplivalo na vašo dosedanjo biografijo. No, seveda, najprej prvo lep pozdrav vsem. Bi skušal čim bolj skrajšati ta, kako bi rekel, biografski del. Vsekakor otroštvo zaznamuje človeka, predvsem pa mladost. Torej, v tej zadnji knjigi je zanimivo, sem jo posvetil našemu, mislim, našemu kraju, prvemu medvojnemu in povojnemu župniku in sicer zakaj. On je bil tudi nekako motiv, da sem se jaz prvotno odločil za duhovništvo, seveda so potem moji nazori bili vzrok, da sem moral zapustiti ta poklic in sem se potem za drug študij in drug način življenja odločil za kulturo. Torej, zakaj me je inspiriral ta duhovnik? Izhajam iz okolja Notranjske, takoj za Krimom, se pravi obrobje Ljubljanskega barja, kjer je bilo mogoče med vojno najhujši so bili ti medsebojni spopadi in recimo vas naša je štela kakšnih 700 prebivalcev, je dala v vojni okrog 130 žrtev oziroma po vojni. Izhajam iz rodbine, ki je imela 11 žrtev odraslih ljudi, da ne govorimo zdaj tisti, ki so tako imenovani civili, in sicer 6 na domobranski, 5 na partizanski strani. Do leta 1942, do tiste velike ofenzive italijanske, je bila vas tako imenovano osvobojeno ozemlje, celotno to področje za Krimom in so vsi sodelovali v osvobodilni fronti. Na dan zasedbe po italijanski vojski je seveda takratni župnik pozdravil italijanske okupatorje kot osvoboditelje in že prej začel s propagando proti komunistom in tako naprej, sicer zelo previdno,
Kljub temu so Italijani pobili 14 najmočnejših gospodarjev, moj oče se je na srečo takrat rešil. Potem pa je takoj začel organizirati župnik vaško stražo, se pravi to milicijo volontarjev, ki pa do kapitulacije Italije pravzaprav ni imela kakšnega posebnega uspeha. Malenkost, nekaj družin se je pač opredelilo za neko tako imenovano sodelovanje. Po kapitulaciji je pa seveda prihajalo do drugačne situacije, krivda za to, da so se ljudje množično obrnili proti partizanskemu gibanju, je bila pa v tako imenovanih vojvodih, ki so delali velike zločine na našem področju. In je treba reči, danes se ne ve, kdo je bil France Popiti-Opel, ali pa se da zelo slabo o njem govori. Dokler ni bil on imenovan za politkomisarja na Notranjskem, so bili zločini partizanskih vojvod strahotni. On je šele ustvaril red. To je treba povedati, ne? Torej, en v mojih stricov je bil pred vojno v Franciji kot mehanik zaposlen in se je v delovskih odredih tujcev boril proti okupaciji Francije. Nisem mogel ugotoviti, ampak smatram, da je bil organiziran komunist, kar je nekako razumljivo, ker je francoska delovsko gibanje bilo močno pod komunističnim vplivom, ali pa so bili krščanski socialisti. No, in ko je izvedel, da se je v Jugoslaviji začel odpor, se je vrnil, je rekel, se bom jaz doma boril. In ko so se začele dogajati prve likvidacije neumne, recimo dali so seznam 24 kolakov, recimo med njim je bil tudi moj oče, ki je imel 4 krave, torej neumnosti, ampak se je temu uprl, je rekel, vi ne veste, kaj je to komunistično gibanje, kaj je to socializem. Seveda, ker so bili ti naši prvi revolucionarji izrazito pod to ruskim vplivom. In je bil ena prvih žrtev, ki so ga živega vrgli v Krimsko brezno. No, takih zločinov je bilo nekaj. Drugi stric je bil prvi organizator krimskega odreda partizanskega, ker je bil oficir jugoslovanske vojske, so ga likvidirali, ker mu niso zaupali. In to je potem povzročilo, da so se ljudje nagnili na drugo stran. Vendar ne bi prišlo do tako množičnega odziva domobrancev, če ne bi župnik propagiral in tudi moralno prisiljeval ljudi, češ morate se boriti za Boga, za vero, za cerkev in tako naprej. Torej, že iz tega, da končam, potem župnik se je seveda z domobranci, ki so bili za časa nemške zasedbe ustanovljeni, umaknil v Borovnico, ker ta domobranska vojska je pravzaprav imela v tej osrednji Sloveniji eno samo vlogo, da je čuvala progo Trst-Ljubljana, ki je bila za nemški rajh ena pomembnih žil, in potem Zagreb-Ljubljana. No in on se je umaknil in je Fara ostala brez župnika. Prišel je potem na nekako s privoljenjem ljubljanskega škofa Rožmana za upravitelja v obe Fari mlad duhovnik, ki je bil posvečen Mariboru. Ta duhovnik Poznik je bil notarjev sin iz lože na Notranjskem, po svojem prepričanju levičar, socialist, študiral je fiziko v Zagrebu, tam je pa v prometni nesreči njegovo dekle umrlo in to je
povzročilo nek njegov notranji obrat in on se je potem odločil, da bo postal duhovnik. Ko je bil v Bogoslovcu v Ljubljani, je organiziral nek socialni krožek in je vsako soboto z kolegi nosil pomoč v materialu, v denarju, kar so pa zbrali, v tako imenovano Sibirijo. To je bilo najbolj revno barakarsko naselje na rogu Ljubljane, tam na Barju. In to je prišlo na ušesa Rožmanu, škofu, in ga je posklical k sebi zadnje leto pred posvetitvijo, torej že na koncu študija, in je rekel, slišim, da se ukvarjate z socialnim delom, slišim, da ste komunist. On je zanikal, je rekel, da ni politično opredeljen, da je pač socialno opredeljen, in ga je vprašal direktno, ali boste kot duhovnik, kot kaplan ali župnik vodil katoliško akcijo ali ne. On je bil tak pokončen človek, je rekel, iz prepričanja ne, iz pokorščine da. In zaradi tega ga je takoj vrgel iz semenišča, da boste razumeli, kakšno je bilo vzdušje v Ljubljani pred vojno, v ljubljanskem katoliškem tem prostoru, kot komunista, in potem ga je škof Tomažič v Mariboru sprejel, tukaj je bil posvečen na nedeljo, ko je Nemčija napadla Jugoslavijo in je bil zadnji, ki se je čez Dravski most umaknil, ker so potem jugoslavijska vojska razstrelila. No, in potem je pač pri očetu živel tam do 63 leta, in ker je veljal za rdečega duhovnika, je partizanska oblast seveda želela, da dobijo te fare tam na Notranjskem med blokami in pod pečjo, oziroma preseljen, se pravi ljubljanskim barjem, duhovnika, in je nekako on postal župnik in je bil potem še 10 let po vojni. Ta duhovnik po vojni iz načelnega razloga, ki se ni hotel politično opredeljevati, ni stopil niti v Metodovsko društvo. In ker je bil pravzaprav res levičar, je bil osovražen prav od teh fanatikov, ki so bili na tem našem področju izrazito, mogoče bolj izrazito agresivni kot drugod po Sloveniji, so dvakrat nad njega delali atentat. Ja, in kot mlad fantič sem to gledal in sem pravzaprav v njem videl en vzor enega pokončnega moža. Bil je tudi zaprt, nikoli se ni politično opredeljeval, bil je vedno na strani ljudi, izredno socialen, tudi ko še ni bilo vse te evforije okrog teh grobišč, je on vsako leto blagoslovil vsa grobišča, enih in drugih in tretjih, kar seveda takratnemu režimu ni šlo v nos. Ko pa je umrl, nazadnje bil župnik na Jezerskem, ga škof ni prišel pokopati, in to smo pač mu nekako škofi zamerili, verniki vseh župniki, ker je bil izredna osebnost. No, ko sem bil prisiljen, da zapustim to svojo semeniško pot, sem šel k njemu, ker sva imela stike, in sem mu to svojo zgodbo povedal in je rekel, glej, drži se svojega prepričanja in svoje vere, in mislim, da sem skušal temu njegovemu naročilu ostati zvest. To so te korenine, ki so me iz mladosti že v času študija nagnile k temu, da sem začel raziskovati, kje so korenine slovenskega klerikalizma oziroma katoliškega integrizma. Tisto leto, ki je bilo, ko sem bil na preizkušnji, je nadškof Pogačnik, sedanjega kardinala, takrat je bil profesor naš Rodeta, imenoval za mojega posebnega, kako bi rekel, se je reklo, duhovnega
voditelja, ampak v bistvu sem jaz moral k njemu hoditi na pogovore, da je preveril, ali sem pravi ali nisem. In mi dva so se okrog teh vprašanj velikokrat sprla, ne? In nekoč sem mu rekel, da se ne bo dalo zgodovine predrugačiti. Je rekel, ti se motiš, zmagovalci pišejo zgodovino, ko bomo mi zmagali, bomo mi napisali zgodovino. In takrat bo cerkev ne samo oprana vse krive, ampak bo spet priznana kot edini narodotvorni dejavnik. Zaradi tega sem potem ustanovil tudi gibanje in revijo 2000, da bi oživeli ta duh krščanskega socializma in krščanskega personalizma, ker sem ves čas enega prepričanja. Mi lahko ta slovenski katolicizem, ki je izrazito konzervativen, bolj kot je evropski katolicizem, samo znotraj nekako prosvetljimo in mu damo neko novo noto. Če je evropski katolicizem tak, kakor ga je označil nedavno umrli milanski kardinal Martini, ki je rekel, katoliška cerkev je 200 let za časom, potem je naša slovenska katoliška cerkev verjetno kar še 250 let ali pa še več za časom. Torej, v tem smislu sem tudi v času, ko smo osnovali demokratizacijo družbe, snoval to našo politično krščansko-socialistično orientacijo, ustanovil sem gibanje, slovensko-krščansko-socialno gibanje. In ker sem pričakoval, da bo prihajalo do konfliktov z cerkveno inštitucijo, sem zaprosil nadškofa Šuštarja, da bi vodstvo naše stranke oziroma našega gibanja, torej stranke v ustanavljanju, imelo z predstavniki cerkve nek pogovor. Ta pogovor je potem organiziral Šuštar na sedežu Medškofijskega odbora za študente, ki ga je takrat dr. Gril vodil. Po tem 3,5 ure dolgem pogovoru, ki mu je dal sedanji nadškof Stres, Ton, je bilo jasno, da želi cerkev obnoviti pravzaprav klerikalno politiko. In ko je naš član našega gibanja, hkrati je bil pa tudi predsednik odbora Medškofijskega za izobražence, to je bil poznejši poslanec in župan novomeški dvornik, nekako zgubil žice in je rekel, torej gospodje, če bi mi ustanavljali klerikalno stranko, bi nas podprli, zdaj nam pa nasprotujete, ker vztrajamo na krščansko-socialnih pozicijah, ki jih je začrtal Greg in tako naprej do Kozbeka. In je nastala popolna tišina. Mesec po tistem je prišla zahteva strani škofije, da mora se takratno vodstvo z mano na čelu zapustiti to stranko, da se mora to preimenovati krščansko demokracijo, in to dejanje je potem izpeljal gospod Peterle. No, jaz sem na tistem našem občnem zboru rekel, če želite vi klerikalno politiko ustanavljati, torej se jaz takoj maknem, ker tukaj sebe ne vidim. Takrat sem tudi napovedal, da bo katoliška politika zelo kratke sape, ta, ki zagovarja nek katoliški integrizem. In sem pričakoval, da bo s tem, ko se bo ta politika profilirala, tako kot je rekel torej sedanji metropolit, da cerkev ne vidi, predstavniki cerkvi ne vidijo druge variante, kot da obnovijo leto 40, ker sem jaz malo jezikav, sem rekel, potem se lahko ponovi cerkvi tudi leto 45. Torej,
presenečen sem bil, ne, da se ni ponovilo samo leto 40, ampak da je ta, kako bi rekel, strast politizacije cerkve tako močna, predvsem pa volja, da bi gospodarsko in finančno obvladovala slovenski prostor, da sem bil prisiljen nekako se potem lotiti intenzivno študija, kje so korenine tega slovenskega klerikalizma oziroma katoliškega integrizma. No in tako sem pač zdaj pred meseci izdal tole zadnjo knjigo Duh inkvizicije, kjer odkrivam svoj pogled na ta vprašanja. Torej, upam, da sem izčrpno ali vsaj približno nakazal, kako je otroštvo in moja mladost vplivala na to moje temeljno, kako bi rekel, družbeno-politično orientacijo. In hkrati tudi seveda filozofsko, jaz sem ostal zvest personalistični viziji in ne nazadnje tudi teološko, ker smo v reviji 2000 in tudi jaz osebno ves čas odpirali pravzaprav to najbolj odprto, pokoncilsko, teološke smeri, ki so s papežem Wojtylo bile pravzaprav eliminirane iz uradnega cerkvenega prostora. Zdaj o tem mogoče pozneje kaj več, ampak to, kje so korenine teh, kako bi rekel, stališč in te življenjske usode, mislim, da je nekako nakazano. Ja. Pa bi jaz predlagal, da kaj tu nadaljujemo, oziroma se navežemo na našo gostjo, mislim, da je izpred 3 let Spomenko Hribar, ki je, mislim, ena od redkih za tem omizjem iskala vzroke pojavnosti tega, kar danes imenujemo kriza v Sloveniji, v kulturnem boju na Slovenskem ali pa ideološkem boju na Slovenskem, ki je začela katoliška cerkev že tam v sredini 19. stoletja ali pa v prvi tretjini 19. stoletja. Zdaj torej, ko se sprašujete o koreninah slovenskega klerikalizma in katoliškega integrizma, po vsej verjetnosti gre vaš pogled v ta čas. Bi lahko kaj o tem povedali, ker namreč nama se tukaj, ko se tukaj pogovarjava z gosti, kaže torej projekt izhoda ali pa projekt v eno svetlejšo Slovenijo na način, da bi bilo treba najprej na tej simbolni ravni prenehati z temi delitvami. To niso bile delitve samo proti drugim, ampak tudi proti samemu sebi, kar tudi vi sami dobro poznate in tudi opisujete. Torej, kako vi vidite ta začetek kulturnega boja na Slovenskem izpred 200 let? Ja, kulturni boj na Slovenskem pravzaprav je posledica restauracije katoliškega integrizma po marčni revoluciji 1848 v avstrijskih deželah, avstro-ogrskih deželah. Marčna revolucija je seveda prinesla ne samo novo ustavo z zahtevo po ločitvi cerkve od države, kar pomeni, da je tudi v tem delu Evrope uveljavila nek model civilne družbe, ki temelji na avtonomiji človeka in seveda suverenosti naroda, torej na temeljnih načelih razsvetljenske misli. Leta 1949, ko je kazalo, ali bo revolucija oziroma parlamentarno gibanje zmagalo, ali se bo vrnila monarhija, absolutizem monarhični, je avstrijska škofovska konferenca sklicala avstrijske škofe na zasedanje na Dunaj, kjer so sprejeli načrt rekatolizacije. Rezultat tega je bil, da je cerkev, ki se je takoj pojavila, torej razglasila za
obrambo prestola in monarhije dejansko vzela pod svoje okrilje tudi monarhično politiko. Monarh potem ni pravzaprav mogel avstrijski kaj dosti več odločati, kar ni bilo sprejeto v cerkvi. Ne? Temeljni napad v pastirskem pismu je bil na dve načeli. Imenovali so Freiheit, se pravi svoboda, in nacionalitet, narodnost. Ne? Torej, sveda je moral tudi Slomšek in drugi slovenski škofje so morali to pismo podpisati, vendar je zanimivo, posebno na Koroškem in tudi del na Štajerskem so to pismo prevedli tako, da so tista načela, ki obsojajo narodnost, nacionalnost, kot proti, kako bi rekel, božji revolt zoper red, ne, stoletni red, črtali in so ga prevajali kot zahtevo po sožitju in enakopravnosti narodov. Ne. Tudi Slomškova politika v praksi je bila drugačna. Ne. In v srednji Sloveniji pa je, kako bi rekel, ta ideološki moment bil kar močno prisoten na Kranjskem in tudi na Goriškem. Ne. Goriška metropolija je praktično takrat obsegala celotno slovensko ozemlje, razen Koroške in seveda, se pravi, Krške in Lamantinske škofije, tudi vso Istro in Krk. Ne. In je na tem področju se ta naboj proti svobodi naroda, proti avtonomiji naroda, proti suverenosti naroda nadaljeval, posebno v ideologih, kot so Jeran v Ljubljani in z njegovim učencem Mahničem v Gorici, ki postane pozneje krški škof. Torej, stališče Mahniča je jasno, on ima recimo dvoje gesel, pravi, mi moramo prisiliti slovenske liberalce, da se uklonijo katoliški ideji, če ne pa naj gredo in se priključijo proti narodnim Nemcem ali Židom. Ne? In drugo njegovo geslo je bilo, da je vsebina naše narodne zavesti je pravzaprav katolištvo. To enačenje katolištva in slovenstva je potem živelo pravzaprav ves čas naše zgodovine in se izrazito obnovi v času domobranstva in njegove ideologije, ki jo tudi škof Rožman zagovarja. Ne? Če je bilo pod Avstrijo rečeno vse za vero dom cesarja, je bilo geslo dombrancev vse za vero, Boga in narod. Ne? No, in če nekateri se boste spomnili, podobne zahteve ali ideje, da je pač pravi Slovenc samo kdor je katoličan, je tudi nadškof Rode zagovarjal, ne? Ko je postal ljubljanski metropolit. Torej, na tem obrobju, kako bi rekel, nekdanjega avstrijskega imperija, ne, se je ta model klerikalne politike vzdrževal vse do konca in zmage revolucije. Potem je pa pravzaprav poniknil, ampak ni bil presežen. Ne? In se je po letu 90 zopet obnovil v tisti pravzaprav klasični obliki, kakršno je začrtala politika avstrijske škofovske konference leta 1849. Avstrijska cerkev je takrat dosegla, da je postala zopet vodilni dejavnik v družbi z vzgojo, z izobraževanjem,
Postala je najmočnejši gospodarski subjekt, avtonomna je bila na gospodarskem področju, obvladovala je celotno javno in kulturno življenje, skratka, obvladovala je celotno družbeno, politično in gospodarsko sfero. Tej politiki mi rečemo seveda strokovno integrizem. In ta koncept je očitno bil tudi v glavah voditeljev Slovenske cerkve po osamosvojitvi državni, ker so pravzaprav obnavljali enak model. Cerkev, da bo gospodarsko močna, da bo obvladovala preko gospodarskih in finančnih struktur družbeno življenje. To je izjava, ki jo je Nadškof Šuštar večkrat rekel, cerkev bo imela toliko družbenega vpliva, kolikor bo imela finančne in gospodarske moči. Ja, ampak to ni krščanska cerkev, ne? To je politična organizacija. Vem, da je v debatah v tistih letih tranzicije bilo jasno rečeno, mi zahtevamo zase polovico družbenega nekdanjega premoženja in vpliva, polovico pa naj ima tako imenovana levica. Ne? In mislim, da so vse te transakcije in malverzacije okrog tega finančnega holdinga, ne samo mariborske škofije, tudi drugih škofij, pravzaprav ne samo stvar neke naivnosti, ampak nekega načrta, kako bi cerkev vendarle prišla v času, ko ideologija nima nobenega vpliva več ali pa minimalen vpliv na družbeno življenje in na človeka, ampak je vpliv v sodobnem kapitalističnem, neoliberalnem kapitalizmu, torej na tem svetu kapitalističnem, samo vpliv kapitala. Ne? In obvladuješ preko kapitala seveda družbo, kulturo, javno mnenje in tako naprej. Skratka, v svojih analizah sem pač postavil to tezo, ki jo seveda lahko ovrže, če bi se želel nekdo seveda resno tega lotiti, vendar dejstva stojijo, ne? In iz strani, ko je ta knjiga išla, strani, kako bi rekel, najbolj teh trdih struktur cerkvenih, razen nekega podcenjevalnega odnosa do teh tez ni bilo, se pravi, se vendarle strukture jasno zavedajo, da gre prav za to in da je ta analiza podprta z dejstvi. To analizo jaz nisem pisal kot nekdo, ki nima nobenega odnosa do cerkve, pač pa kot priznam vernik, kristjan, ki mi ni vseeno, kakšna bo usoda seveda tega krščanstva pri nas, ker drama ateizacije tudi svoje negativne posledice pušča v, kako bi rekel, duhovnem prostoru tega naroda. Drama ateizacije je pa nujna, jo izziva to, kako bi rekel, konzervativno, klerikalno obnašanje cerkve, ki ni razumela, da je danes zgodovinski čas tak, da mora cerkev stati ob strani človeka, da mora stati ob strani najbolj socialno ogroženega človeka, če hoče verodostojno ali vsaj prepričljivo zagovarjati stališča evangelija. Katoliška cerkev v celoti je pravzaprav s papežem Wojtylom in njegovo politiko naredila velik odmik od koncila, od njegovih stališč, zato v teh svojih analizah citiram predvsem stališča
oziroma dokumente koncila in njihovih, torej koncilske smernice glede političnega delovanja kristijanov, odnosov cerkve do družbe, do politike in predvsem do socialnega vprašanja. Za primer povem samo eno dejstvo, ki bo potrjevalo to tezo, da cerkev je ubrala napačno pot. Papež Wojtyla je zatrl v Latinski Ameriki teologijo osvoboditve in gibanja bazičnih občestev. Misleč, da bodo s tem obnovili stari integristični katoliški model. Rezultat v Južni Ameriki je po analizah, tudi vatikanskih danes, tak, da postaja južnoameriška družba vse bolj protestantsko-fundamentalistična, ker so te protestantske fundamentalistične, se pravi te integristične sekte, zavzeli tisti prostor, ki ga je ukinitev tega gibanja od spodaj, cerkve od spodaj, ki je bila socialno utemeljena na evangeljskih načelih, uničila vatikanska politika. Torej, to je rezultat. Rezultat te politike v zahodni družbi, posebno evropski, izrazito v tranzicijskih deželah, je nekoliko drugačen, ampak ta ne samo oseb vernikov, ampak vse večji odpor do vsega krščanskega, je evidenten v teh prostorih in tudi v Sloveniji. Bi tem dal vesta, mislim, da samo, da mogoče še to malo... Ne. Bi lahko zdaj v tej zgodbi umestili pokojnega naslovnega škofa Grmiča in gibanje, bi rekel, mislim, da holandskega katekizma oziroma te bolj svobodnega krščanstva, ki je nekako izviral tukaj iz tega dela Slovenije. Ja, Grmič je bil tista osebnost, ki naj bi to smer, ki jo je poskušal nadaljevati po Janezu 23. Pavel VI, predstavljala nek dialoški model, ne samo za Slovenijo in jugoslovansko družbo, ampak za katoliško cerkev v celotnem vzhodnem bloku. Ne vem, koliko poznate te zadeve okrog njegovega imenovanja za pomožnega škofa mariborskega in potem zakaj je pravzaprav bil kot možni naslednik, pričakovan naslednik škofa Držečnika odstranjen. Torej, leta 1968 je Držečnik, ko je bil v Rimu ad limina, to je na pogovoru uradnem pri papežu, nenadoma poklical Grmiča in ga povabil, najprej takoj v Vatikan, ker bi ga imenovali za pomožnega škofa. To je neobičajna gesta, ki se nikoli na tak način ne dogodi, ker to so mliniki drugače milijo. Grmič se je temu odzval in tam je pravzaprav mu bilo predstavljeno to, kar je bilo potem evidentno. Papež Pavel VI, ki je bil oseben prijatelj Alda Mora, predsednika krščanske demokracije Italije, je bil podpornik ideje o tako imenovanem ne kompromisu, ampak, kako bi rekel, politični pomiritvi med komunisti in krščansko demokracijo v Italiji, pravzaprav v zahodnji Evropi, ker je prišlo do prepričanja, da je treba elemente socialističnega družbenega ustroja, predvsem socialne elemente tega ustroja ugraditi tudi v zahodno kapitalistično družbo in da je tukaj treba napraviti korak k tretji poti.
In na politični ravni bi se to v Italiji zgodilo seveda s tem, da bi bila komunistična partija enkrat končno kot druga najmočnejša stranka povabljena k vladi v vladni kabinet in bi s tem se začela neka nova zgodba, ne samo v Zahodnji Evropi, predvsem bi bil to signal za komunistične režime in države socializma, da najde drugačen odnos do katoličanov, sploh do kristijanov v svojem prostoru, kar bi pomenilo, da gre Evropa na pot nekega sožitja. Zakaj je bil Grmić izbran? Zaradi tega, ker nobena hrvaška škofija ni bila za to primerna, da bi nek tak projekt Jugoslavije vodila zaradi prevelike, kako bi rekel, navezanosti na ustaško tradicijo. Ljubljanska škofija ne, torej je ostala mariborska. In škof Grmić je že takrat vodil dialog z komunisti, torej z socialistično družbo, že kot teolog, ne? In je bil naravnost idealen za ta projekt. Torej leta 1978, ko je na poti v parlament, ker naj bi Aldo Moro razglasil nov kabinet, v katerem bi sodeloval tudi sekretar generalni komunistične partije Italije Berlinguer, je bil ubit, ugrabljen in ubit. To je sprožilo vrsto negativnih posledic. Papež Pavel VI je kmalu zatem umrl, ker ga je to zelo prizadelo, ker v ozadju vemo danes, ali vsaj lahko načrtujemo, so bile se pravi zahodne sile in seveda verjetno tukajšnji konzervativni krogi v Vatikanu. Isto leto umr je tudi Držečnik. Izvoljen je Vojtila za papeža, kako je do teh volitev in izbora prišlo danes, tudi že veliko ve. S tem se je obrnila za 180 stopinj politika katoliške cerkve do socialističnega bloka. In seveda poljski papež je imel en sam cilj zrušiti realsocializem sovjetskega tipa, ne? No, in Grmić bi moral po Držečnikovi smrti, običaj je to v parih mesecih, biti imenovan za ordinarja v Mariboru, vendar ni prišlo do tega imenovanja 2 leti. Leta 80, mislim, da je poklical Vojtila Grmića na pogovor, kjer je skušal, ne da bi, torej toliko je bil diplomata, ali tudi mogoče je skušal zadeve vendarle bolj človeško urediti, ne, je skušal se sam prepričati, kako je z njegovim, kako bi rekel, z njegovimi socialističnimi nazori, ne. Vem, da sem neparkrat z Grmićem govoril o tem, zakaj je on pred papežem takrat vztrajal na 2 tezah. Da socialnih pridobitev socializma se ne sme uničiti, se ne sme zrušiti in da ni dobro, če se jugoslovanski sopravni socializem in s tem Jugoslavijo kot državo na enak način ruši kot socializem sovjetskega tipa. Jaz sem rekel, kako da si to rekel papežu, si moral vedeti, da zaradi tega ne boš imenovan za ordinarja, kot sem vedel, samo jaz preko svoje vesti nisem mogel. No in tako je bil potem leta 80 imenovan gospod Kramberger za škofa v Mariboru. Grmiću je ponudil, da bi bil pomožni škof, on je ocenil, da v tej novi arhitekturi ne bi funkcioniral in je potem se
opredelil samo zato, da je ostal profesor na teologiji. Moram reči, da najlepših odnosov do njega niso imeli, ker so ga hitro tudi iz Mohorjeve družbe eliminirali in tako naprej, ampak to so druge zgodbe. Skratka, s tem je pravzaprav se odprla tudi druga zgodba v slovenskem prostoru. Čas dialoga, tako imenovanega konstruktivnega dialoga, se je končal in to, kar je tlelo v podtalju, bi rekli, slovenske cerkve, ta volja po integrizmu se je iz leta v leto krepila, posebno najprej v odnosu ne samo do Grmiča, potem do Revije Znamenje, tudi do recimo našega gibanja in vseh takih gibanj podobnih, ki so bila v tistem času po koncilu živa. Cerkev je skušala vzpostaviti monolitnost v idejnem, ideološkem in tudi v strukturalnem smislu. In je pač v tem smislu tudi pričakala demokratizacijo, prve volitve in takrat pravzaprav tudi z svojim političnim programom stopila v javnost. Ja, tega je polno, ampak nič hudega, zdaj sem jaz vodo polila, ker sem gledala. Ja, nič hudega ne bo. Zdaj bomo tako, veste, kaj to bomo malo polili tukaj po tleh. Po mojem bo to najboljše. Veste kaj, zdaj ta zgodba, seveda, vsaka stvar, ki jo poveste, bi zahtevala podvprašanja, ne podvprašanje. Ampak začnimo čisto, gremo malo še nazaj v zgodovino, ker mislim, da so te zgodovinske stvari zelo pomembne. Posebej recimo za nekatere, ki jih poznamo samo delno, ali pa za moje študente, ki jih pa sploh ne poznajo. Rekli ste, da če je Evropska cerkev 200 let za časom in slovenska nekih 400 do 500 let za časom, in zdaj tudi, ja, dobro, tudi ta vaša knjiga, Duh inkvizicije, nekako asociira na neko zelo klasično, monolitno obdobje, ali kaj takega. Ja. Dajte malo to pojasniti, zakaj je duh inkvizicije, ker to namreč to je, zdaj tudi za tiste, ki se, bi rekla, zelo ne spoznamo v detajle, je to precej radikalna asociacija, bi jaz rekla, ne? Ja. No, najprej to ni moja sintagma, pa pustimo to, vendar po tem duhu inkvizicije ne mislim samo, kako bi rekel, tega katoliškega integrizma. Mi smo, kako bi rekel, ta ideološki model družbeni, ki ga je potem od katoliške cerkve po drugi vojni uspešno nadaljevala in še perfekcionirala partija, vsaj dolga desetletja, nekako z demokratičnimi volitvami presegli. Tudi cerkev seveda se zaveda, da ne more več v takem smislu obvladovati družbe, ampak ono vztrajno gradi vzporedno družbo z svojimi inštitucijami, od politike do stanovskih združenj, od vzgojnih do izobraževalnih ustanov in tako naprej. Ampak to je zgodba, ki je vprašanje, kako dolgega diha bo. Ker evropska družba je danes bistveno bolj sekularizirana kot celo, kako bi rekel, je del stroke pripravljen si priznati. Ker te korenine sekularizacije so veliko širše in globlje razpredene, kot bi na prvi pogled videl. Zato mislim, da tega projekta ni mogoče v tem okolju nikakor ne uresničiti. Vendar duh inkvizicije ni samo nek sistem.
to je predvsem duh neke totalitarne ideološke logike, ki je lahko katerekoli, kako bi rekel, idejne osnove, je lahko katoliški, je lahko partijski, je lahko neoliberalni, merkatokratski. V islamskih državah, ker fundamentalizem islamski ima zopet bolj, se oživlja, ima zopet bolj te oziroma konfesionalne korenine in tako naprej. Kar se mi zdi, da je bistveno za našo slovensko situacijo. Mi smo dosegli zunanje oblike ali vzpostavili zunanje oblike demokracije, kar pomeni, da smo v nekem smislu ideološkost ali ta ideološki ekskluzivizem presegli. To notranjo nagnjenost k ideološkemu obnašanju pa mi nismo presegli. Glejte, vam en primer dam. Kozbek je na prvih volitvah tam leta 1946 imel en zanimiv predvolilni govor, ki je rekel, veste, mi smo dosegli osvoboditev države, notranje svobode pa nismo še dosegli. In po tolikih in tolikih desetletjih lahko ponovimo za njim, mi smo dosegli demokratično družbeno ureditev, ampak temeljev demokratičnega obnašanja, te, kako bi rekel, idejne, ideološke strpnosti, te osvoboditve od ideološke ujetosti našega mišljenja in obnašanja, pa nismo presegli. In ne more zaživeti demokracija zgolj kot neka formalna struktura ali ureditev, in to točno vidimo, ta formalna demokracija nikamor ne pelje, ker mi se obnašamo še vedno po totalitarnih modelih ravnanja. Kot družba, kot posameznik, politične stranke in tako naprej. Tudi cerkev. Torej, notranja svoboda ni nujno povezana zgolj z impulzom krščanstva, ampak, oziroma, ali je nujno povezana z impulzom krščanstva, ali je mogoča pot notranje svobode, ki ni poduhovljena. Notranja svoboda je stvar individualne človekove odločitve in zrelosti. Jaz se drugače sprašujem, torej, sedanja koncepcija, teološka koncepcija, ki se uveljavlja, pravzaprav še vedno temelji na nekem modelu dušitve notranje človekove svobode, individualne svobode. In izhajam iz stališča, da je to protievangeljska drža. In koncept tukaj zelo jasno poudarja več zadev, med drugim tudi to. Koncil je prvi radikalno v pastoralni konstituciji o cerkvi v sedanjem svetu, Gaudium et Spes, rekel sledeče. To, kar nekateri naši teologi, tudi nekateri mariborski, so zanikali in še vedno zanikajo, da moramo odpraviti ločitev cerkve od države, ker je to največji vzrok za ateizacijo in razkristanjenje in demoralizacijo slovenske družbe. Koncil zelo jasno pravi. Svetna družba in cerkev sta vsaka na področju svojega delovanja avtonomni. In nadalje pravi, da je avtonomnost, se pravi sekularnost sveta, mora cerkev sprejeti kot dejstvo. In koncilski teologi so jasno poudarili, da je to pravzaprav tista zgodovinska priložnost ali možnost, ki cerkev vrača ali odpira
za evangelsko inkulturacijo v družbi. Se pravi, da se vrne k evangeliju. Ker v Svetem pismu jasno stoji teza, da nas je pač Jezusov nauk osvobodil. Ne? Se pravi, osvobodil vis-a-vis, seveda, svetopismo ali ti svetopisemski pisci govorijo vis-a-vis te toge, teokratske strukture judovskega, tempeljskega judaizma. Ne? In ta model pravzaprav je v krščanstvu vedno skozi vso zgodovino prisoten, hkrati pa vedno tudi zatiran po inštituciji. Ta dvojnost je v cerkvi vedno bila prisotna. V nekih obdobjih je ta evangeljski model prišel do večje veljave v času koncila in v tistem, recimo, desetletju dveh po koncilu, danes je zopet v zatonu. Ne? Torej, je še, mislim, da sem odgovoril. Ko sem vas poslušala v eni oddaji na Radio Ars, jaz nisem poslušala od začetka niti do konca, ampak na poti nekje na sredi, mislim, da ste govorili ravno o tej knjigi, ste rekli, da v resnici, pač ne, ko ste kritizirali slovensko cerkev, ste rekli, da v resnici je problem v tem, ravno v tem, kar ste omenili, da cerkev se ukvarja z politično, ekonomsko in ostalimi oblikami moči, kar v resnici ni tisto, za kar gre. Tisto, za kar gre, mislim, da ste rekli nekako tako, zdaj bom verjetno ne čist prav ponovila, je, da v resnici funkcija cerkve je širjenje vere, ne kopičenje moči. Mislim, da nekako v tem duhu ste utemeljevali neko tezo. Lahko majčkeno bolj natančno pojasnite, če sem sploh dovolj natančno povzela. No? Mislim, da to je zdaj po spominu. Torej, mi moramo ločiti med konfesijo in religijo kot strukturiranim nekim naukom in med vero. Vera je izrazito osebna drža. Bistvo vsake vere je, da oblikuje človeka v moralnem smislu, torej v nekem etičnem smislu, da to etično strukturo človeka oblikuje in pa duhovno, da ga duhovno prebudi. To sta dva elementa, ki sta neodtujljiva tudi v krščanstvu, ki sta bistvo tudi krščanstva. Saj ni krščanska, prvotna krščanska cerkev ni imela nobenih političnih ambicij, se jih tudi ni mogla imeti. Njim je šlo za to, da so v tistem judovskem prostoru, kjer je bila ta postava židovska z mnogimi prepovedmi, zapovedmi, strahotna peza in sužnjevanje človeka, da so tega človeka osvobodili. Notranje osvobodili, da so mu odprli neko pot realne duhovnosti. Po mojem prepričanju, in to je tudi prepričanje sodobnih psihologov, je temeljna potreba človeka je, da ni samo racionalno ali biološko bitje, ampak da je tudi duhovno bitje in pravzaprav je tukaj religija šele drugotnega pomena. In hkrati, da so seveda prebudili v človeku etični čut, ker slepo sledenje nekim predpisom, zapovedim, prepovedim in tako naprej, še ne dela moralne družbe in moralnega človeka, ampak etična ozavestitev. In tukaj ne more biti kriterij nek kodeks pravil, ampak je kriterij, ki ga krščanstvo na ozadju tega, bi rekel, na eni strani židovskega kodeksa postave, na drugi strani nekega kodeksa rimske zakonodajne postave,
postavlja, je, da je človek kriterij tudi moralnega obnašanja. Ne? To so blagni na gori ali pa tista načela, ki jih govori Jezus, ko pravi, če ste obiskali nekoga, ki je zaprt, ste nasiti lačnega, ste dali piti ženju in tako naprej. Ne? To so tista dela, ki so dela vere. Ne pa to, da boš ti šel v tempelj, da boš daroval tam tisti denar in da boš govoril Gospod, Gospoda. Ne?